Še vedno najin plan, bo pa obdržal se verjetno moj, da bomo decembra božično večerjo jedli v hiši. Pozdrav iz najine bodoče spalnice. V hiši lahko vidimo že prebeljene stene, zaenkrat smo pri drugi roki. Potem imamo na polno narejeno kopalnico, tako da ploščico se nekje do polovice. Napeljano imamo vso električno napeljavo, vso vodovodno napeljavo, vse ogrevanje. Tudi radiatorji so že dostavljeni in že upasani. Zdaj se pripravljamo, da končamo z zidarskimi deli v kleti. Pozabil si pa na najpomembnejše. Najpomembnejše pa je, da smo tudi že v bistvu gradili vsa okna. Okna smo zbrali tudi lesena okna od Leskota Žiri, zato ker so najbolj nama pasala v bistvu cel stil hiše, da imamo lesena okna, da pač diha to s hišo, pa tudi v bistvu police zunanje in notranje se da videti in to se mi zdi tudi naredili eno tako spremembo vizualno na celi hiši. Za tako hišo, pa za tak stil, kot smo si ga mi zamislili, pa za kvaliteto življenja, ki bi ga radi, so lesena okna kar nujna, tako da smo se odločili za to. Zadnja vhodna vrata smo naredili v enakem stilu, kot so okna, zato ker bo to v bistvu ene sorte dnevna delovna vrata za družino. Vhodna vrata so pa v drugačnem stilu, oziroma smo pa sledili stilu, kakršen je bil na hiši. Tako da praktično vhodna vrata so popolnoma enaka, čist isti stil. Naša streha pa je prekrita z strešno opeko Tondah. Je robustna, je zdržljiva, je glazirana, tako da se relativno pozno začne krušiti in razpadati. Prenova strehe ne pomeni samo prekrivanje z strešno opeko, ampak pomeni najprej razkrivanje stare strehe, potem je treba montirati oziroma namestiti izolacijo. V našem primeru je to najprej 10 cm kompaktne izolacijske volne, na kar pridejo lajšte in potem na te prečne letve pride pa pokrita streha. Nosilne konstrukcije pa nismo spreminjali, ker so nam strokovnjaki zagotovili, da les, ki ga imamo zdaj na strehi, je take kvalitete in v tako dobrem stanju, da če bi dali nov les, bi bil ta slabše kvalitete. Meni je pa tudi v redu ta podatek, ker je pomemben za budžet. Midva sva vzela pri NLB stanovanjski kredit, ki nam je v bistvu pokril začetno investicijo, ko nam je pač določen del zmanjkal. Pozitivno je to, da sem imela v bistvu bančnico vedno na dosegu roke, da mi je kakorkoli lahko svetovala, karkoli sem rabila. Tako da glede na vse, tudi izkušnje pozitivne iz preteklosti z bančništvom in v bistvu ponudila sem se odločila za NLB stanovanjski kredit. Znotraj hiše pa smo naleteli kar na nekaj presenečen oziroma, bom raje rekel, tehničnih izzivov. Tako da prva stvar je bila, ker je bila klet v zelo slabem stanju, kar se tiče vlage, smo ugotovili, da moramo odstraniti kompleten pod oziroma kompletne temelje. Pa podrli smo ene dve predelne steni, ker sta bile toliko statično oziroma niti ne statično, ampak toliko sta bile tanke, že pa malo nagrižene, da smo se odločili, da jih bomo zamenjali. Moj nasvet je več vzajemnega, rečemo, sodelovanja pri obnovi, kar bi se sigurno moj mož strinjal, ker jaz sama se nisem veliko posvetila, mislim, da pa en težko ima vedno dovolj živcev potrpljenja pa volje pozitivne, ko gre stvari kaj narobe, da drži skozi eno tako motivacijo. Brez strahu, ampak z veliko pesimističnega planiranja. Ker kar lahko gre narobe, bo šlo narobe. Vse se da rešiti, ni noben problem, ampak se bo zgodilo. Boste pripravljeni na to, vse se da narediti, pa kar je najpomembneje, ni toliko dražje, kot recimo ljudje govorijo. Tako pa bomo videli pa čez približno mesec pa pol. 2 meseca na pol. Moraš, ne? Telefon ne potiče. Če ne še govorim, kle se smečkam v kamero skozi.